Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali izpeljavo krivulje povpraševanja iz krivulj indiferenčnih krivulj in pa dohodkovnih premic. Da bi to naredili, si bomo zdaj narisali dva grafa, enega pod drugim. Takole, takoj povedala, kakšna grafa sta to, ko bomo označili osi. To se pravi, na prvem grafu bomo imeli čokolado in pomaranče. In bomo imeli takole neko začetno ravnotežje, takole naša U1, in bomo rekli, to je na nek način optimalna količina čokolade in pa pomaranč pri danih cenah in pri danem dohodku. Tole bomo dol povezali, pa bomo rekli, to je P zvezdica 1. Zbrali si bomo neko ceno, recimo cena 1, takole, in takole povežemo neko točko. To bo točka na krivulji povpraševanja. Zdaj pa recimo, da pride do tega, da se cena pomaranč se zniža. Kaj mi vemo? Če se cena pomaranč zniža, vemo, da se naš realni dohodek poveča, ampak lahko si potem kupimo enako količino čokolade, vendar pa več pomaranč. To se pravi, da naša dohodkovna premica zarotira. In jasno, zdaj lahko dosežemo višjo krivuljo, indiferenčno krivuljo, to se pravi U2. In imamo novo ravnotežje, imamo P zvezdica 2, pa Č zvezdica 2 čokolade. In zdaj lahko takole dol že spet potegnem, kaj se zgodi na spodnjem grafu, P2 zvezdica. Vem pa, da je zdaj cena padla, to pomeni, da je cena 2 manjša od cena 1, to si na spodnjem grafu označim kot tako, sam vem, da mora biti pod ceno 1 in dobim naslednjo točko na krivulji povpraševanja. Zdaj bomo pa rekli še, da se cena pomaranč se zviša, tako da je cena 3 je višja od cena P1. Zdaj pa kaj vem, da si lahko že spet zmanjša se mi realni dohodek, lahko si kupim enako količino čokolad, ampak hkrati manjšo količino pomaranč. In zdaj že spet dobimo takole nekako novo ravnotežje, to je pa U3. Tukaj označim novo ravnotežje, se pravi Č zvezdica 3, P zvezdica 3, povežem dol do spodnjega grafa, imamo P3 zvezdica, cena vem, da mora biti višja od cene 1, si sperem cena 3 in povežem. Vidite tukaj, če jaz zdaj tele točke povežem, bom dobila krivuljo povpraševanja. In dobimo takšno krivuljo povpraševanja, kot smo se o njej že pogovarjali. Upam, da vam je to razumljivo, če ne, se lahko oglasite na govorilnih urah, pri meni, pri asistentih. Drugače pa, če vam je bil posnetek všeč, ga všečkajte, prijavite se na naš kanal in se slišimo in vidimo v naslednjem posnetku. Lepo bodite!